The cultural problem continues with actress Katarina Stegnar performing Words Without Citizenship, created just for this occasion. We will also hear a 130-year-old song called Triglav moj dom, performed by duo Silence and Martina Mortenson. S kulturo torej tudi nadaljujemo. Nastopila bo izvrstna igralka Katarina Stegnar s točko besede Brez državljanstva, ki je nastala posebej za to priložnost. V nadaljevanju pa bomo slišali izvedbo 130 let stare pesmi o Triglav moj dom, ki je bila leta 1895 izvedena na odprtju Aljaževega doma na Triglavu, torej najvišji slovenski gori. Danes jo bomo slišali v izjemni izvedbi dua Silence in Marine Mortenson. Lepo prosim. Acid, airbag, all-in-one, aloe vera, Alzheimer, birdie, body art, branding, bug, buto, casual, chardonnay, cheeseburger, consulting, controlling, daytonski, debriefing, dealer, driving, ecstasy, Euribor, facelifting, fuck, gay-friendly, ghostwriter, Goncourt, Greenpeaceovec, Halloween, hardcore, house, impeachment, intercity, in vitro, jugorok, carpaccio, killer, life, last minute, lingua franca, lip gloss, Lizinski, love story, loser, lycra, mascarpone, McDonaldizacija, mobbing, mucu, offshore, orwellovstvo, overdose, panakota, persona non grata, phishing, pin-up, posempljati, pred, aporte, queer, rave, replay, revival, šengenski, satan, šiacu, squat, smiley, smoothie, spam, straight, tag, Toyota, vintage, wellness, Zoom. Besede so bile v slovarju novejšega besedja slovenskega jezika označene s kvalifikatorjem citatno, kar pomeni, da za slovenski knjižni jezik značilne zakonitosti ujemanja med črko in glasom niso uresničene. Oznaka citatno kaže na duh časa, duh kolektiva, duh posameznika. Vse se je spremenilo. Mislim na silo jezika. Jezik, en sam dolg, električni impuls. Noben jezik ni samozadosten, nobena država ni samozadostna. Ljudje so kot besede in beseda je kot človek. Lahko se pregiba, lahko ne, lahko se dotakne, objame, stre ali ubije. Prihodit zemlja domove i manitje jeji na love. Besede lahko migrirajo, kadar migrirajo, imajo izjemno sposobnost asimilacije. Naprimer, jazz postane jazz in celo jazz. Podobno kot pogorelič postane pogoreli ch. Včasih niso rekli niti besede. Včasih so le utihnili in me opazovali. A vedno so me izvohali, četudi sem se spremenil v zrak, četudi sem se spremenil vanje. Besede kot ljudje prehajajo sem in tja. Besede pa za svoje prehode ne potrebujejo vizumov ali potnih listov. Besede ne potrebujejo državljanstva. Čeprav jih pri njihovih prehodih pogosto zaustavijo, prepovejo ali vrnejo v državo ilegalnega prehoda in s tem popolnoma onemogočijo. Kaj je dom? Senca dreves,
na poti v šolo, preden jih je izruvalo. Črno-bela fotografija babice in dedka, preden so se stene sesule. Stričeva molilna preproga, kjer je po zimi spalo na tisoče mravelj, preden so jo ukradli in dali v muzej. Pečica, kjer je mama pekla kruh in piščanca, preden je bomba hišo spremenila v pepel. Kavarna, kjer sem gledal nogomet in igral. Otrok me prekine. Kako lahko 3 črke zaobjamejo vse to? Človek na dan izgovori približno med 15.000 in 20.000 besedami. Raziskave ne kažejo, da bi se pri uporabi besed kazale razlike med spoli. Koliko besed je umrlo? Koliko se jih je posušilo? Koliko mrtvih besednih družin obstaja? Kdo žaluje za njimi? Kdo jim prižiga sveče? Kdo jih izgovarja na komemoracijah ob 1. novembru? In kaj je z njihovimi denotati? Je mrtev slovar še zmeraj mrtev slovar? A ga je mogoče ljubiti? Je mrtvo besedo mogoče ljubiti? In kaj je sploh z glagolom ljubiti? Je glagol tvorjen iz pridevnika ljub ali je pridevnik ljub tvorjen iz glagola ljubiti? Morda sem zgrešila pravi smisel. In kakšno je razmerje med izrazoma rad te imam in ljubim te? Zdi se, da ljubim te v slovenščini čaka na reanimacijo. Kdo mu bo dal umetno dihanje? Zdi se, da je v slovenščini ljubim te na smrtni postelji, v paliativni oskrbi. In zakaj besede svašta, ki je na drugi strani polna joie de vivre, ni v nobenem slovarju slovenskega jezika? Medtem ko je besedica nacionalizem v slovarju že od leta 1798. Slovenija nekaterim besedam ne podeljuje niti mednarodne, statusa mednarodne, niti subsidiarne zaščite. V čakanju na status čakajo aspolni, cisnormativni, cisnormativnost, cisseksizem, cisspolni, cisspolnost, heteronormativnost, transfob, transfoben, transfobinja, transfobka. Te besede se zadržujejo v celicah brez hrane in brez vode in se v njih brezsramno razmnožujejo cisspolni, cisnormativni. In potem po hodnikih slovarja hodijo od okenca do okenca, pri tem pa na nekaterih okencih sploh ne govorijo nobenega tujega jezika. Za okenci vlada preplah. Podeliti tem besedam status pomeni podeliti tem besedam legitimnost. Podeliti ljudem legitimnost, pravico do bivanja, do preživetja, do biti ali ne biti. Se identificirate kot altruistka? Ja? Kateri besedi, begunski besedi bi vi ponudili zavetje v vašem vokabularju? In zakaj ne besedici svašta, ki se že leta giba po temnih hodnikih in vas prijazno pozdravlja z dober dan in nasvidenje?
Nasvidenje ji gre zelo, zelo težko z jezika. Nasvidenje ima tudi status najtežje besede v vseh jezikih. V slovenščini je tvorjen iz glagola svideti, ki jezikovno ni potrjen. Prav tako ni nadalje besedotvorno produktiven. Po kakšnem ključu je beseda nasvidenje dobila državljanstvo in ali ga je mogoče še vzeti? Naj vam privilegij ukvarjanja z jezikom ne daje občutka nevtralnosti lastne pozicije. Kdo so ljudje, ki z mrežami za metulje lovijo besede? Kdo so ljudje, ki z mrežami za metulje lovijo besede? Kdo so ljudje, ki z mrežami za metulje lovijo besede in pri tem mendrajo travo? Kjer potok izvira v skalovju hlada. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Kako me izvabljaš iz nizkih ravan v zimski idili na strme vrhe, da tam si spočije v samoti srce. O Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan v zimski idili na strme vrhe, da tam si spočije v samoti srce. O Triglav, moj dom, Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. kako me izvabljaš iz nizkih ravan v zimski idili, na strme vrhe, da tam si spočije samoti srce.